Če združimo prva dva romana Gabrijele Babnik, se pravi Kožo iz bombaža in V visoki travi, dobimo tretji roman, njen zadnji roman, z naslovom Sušna doba. Kaj so paralele med tretjim in prvima dvema romanoma? Predvsem se zdi, da v tej izmenjavi dveh pripovedovalcev se nekako, ne bom rekel ponavlja, ampak nekako korespondira roman s pripovedovalcem iz prvega romana in s pripovedovalko iz drugega. Se pravi, imamo Afričana, mlajšega, ki živi na cesti, na ulici, droben kriminalec, imamo starejšo žensko, Slovenko, oba pa nekako zaznamuje travma iz otroštva oziroma iz družine. To je ena paralela, druga paralela je seveda tematika. Tematika tretjega romana je spet erotika in pa razgradnja stereotipov, tokrat predvsem stereotipov, ki jih imajo Afričani o zahodnjakih. Roman ves čas deluje proti stereotipom in sicer se skuša izmakniti stereotipom pri opisovanju Afrike, recimo, kjer barve kot so rdeča, rumena, oranžna, sicer opisujejo Afriko, ampak predvsem izhajajo iz tega erotične teme, ne pa toliko ali pa ne pa iz neke primitivnosti, neke avtentičnosti Afrike, ki jo pogosto slišimo od zahodnih opisovalcev. Drug tak primer je recimo tudi tale magičnost, fantastičnost, ki tudi ne izhaja iz neke afriškega stika z njihovo mitologijo, ampak predvsem iz narave zgodbe, iz logike žanra. Predvsem pa Gabrijelo Babnik tudi v tretjem romanu odlikuje izbrušen stil, stiliziran jezik, ki se večkrat poetično zgosti in prinese tudi nekaj naravnost briljantnih primer, tako da jaz verjamem, da je to roman, ki se bo letos ali pa naslednje leto, odvisno, kaj bo komisija vzela v poštev, ali letnico izida ali letnico, ki je zapisana v knjigi, se bo ta roman vsekakor znova potegoval za Kresnika in mogoče tretjo Grado.